Predzadnja epizoda. Ja. Mislim, ni smešno, se malo žalostno, no. Zelo hitro mineva druga sezona podcasta Odbite, dobite na Valu 202, ampak Anže, ti bi rekel, tako je življenje. Res je, tako je življenje. Živja. Odbite, dobite. Med življenjem in tehnologijo. Danes spodbujava k digitalnemu branju, je enako danes testirava e-bralnike in ugotavljava, koliko e-knjig je v letu 2018 dosegljivih v slovenščini. Skozi sezono sva sicer ugotavljala, da imamo v Sloveniji dostop do številnih svetovnih trendov, ampak vseeno včasih izgleda, kot da ne obstajamo. Večkrat sva poudarjala, da je tehnološkim velikanom vseeno za slovenščino, kar je pri današnji temi morda še najbolj problematično, ne, ker knjige in jezik. Ja, to je tudi predpostavka, ki se je res potrebno zavedati, ne? Ker verjamem, da marsikomu se sliši ta ideja o e-bralniku, se pravi, ne, na eni napravi, ki je tanka kot nek zvezek, bom imel 10.000 knjig in jih bral, je kar atraktivna. Jaz moram reči, da sem tudi fan, imam stare Amazonov Kindle iz leta 1812, ker je res moja, mislim, da druga generacija, zdaj res že stara naprava. In se kot koncept res deluje tudi to e-črnilo, ne? Za tiste, ki ne veste, pač te naprave imajo zaslon, ki ni LCD, tak se pravi, ki je na monitorjih ali pa na telefonih, ampak gre za e-črnilo, ki res ne kuri baterije tako hitro, ne, in omogoča kontrast, ki je saj zelo blizu papirju, ne, in pa je zelo prijazen do oči. Tako da e-bralniki imajo kar nekaj lastnosti, ki so res namenjene temu, da bereš, ne. Tako kot si pa rekla, je pa pač ta težava, da slovenska beseda potem kako točno spravi to na določene bralnike, kateri bralnik vzeti, koliko je sploh na voljo slovenskih knjig, ker hitro zapademo v težave, ne, tako da jaz sem vedno e-bralnike priporočal ljudem, ki znajo enega od večjih jezikov, ne, če znaš, ne vem, angleško, nemško, francosko, če pa je slovenščina, ne, tisto, kar boš bral, se pa zadeva konkretno omeji. Vsem tem bova, vi kar ostanite tukaj. Preden pa stestirava nekaj popularnih, ugodnih, dobrih e-bralnikov in se posvetiva tudi slovenskim e-knjigam, pa po dolgem času Glas ljudstva. Seveda, predvsem na Twitterju poslušalci pridno sodelujete glede številnih odbitih tematik skozi vso sezono. Tokrat pa sva tvite spet pretvorila v audio anketo. Kateri e-bralnik uporabljate in zakaj? Sva torej vprašala na Twitter profilu @odbita. Oglasilo se vas je več kot 35, slišali boste 6 mnenj. Glas ljudstva so Miha, Petra, Jure, Maja, Aljoša in David. Včasih sem uporabljal Kindla, zadnje čase pa večino knjig preberem v audio obliki prek Audible. Tiste, ki pa so bolj namenjene branju kot poslušanju, pa največkrat na iPadu ali pa kar v fizični obliki. Uporabljam Kindle Paperwhite, zato ker sem obupala nad branjem na tablici, kjer se ekran vedno blešči, pa ker s črno-belostjo ne olajšuje tavanja po spletu, čeprav ima Wi-Fi, poleg tega imaš pa vedno na voljo tisoče knjig. Ker preberem le nekaj knjig na leto, mi je aplikacija iBooks na iPadu ravno dovolj. E-branje mi najbolj pride prav na potovanjih, ker v kovčku prihranim kar nekaj prostora. Živjo, jaz sem Maja. Trenutno knjige berem na iPadu, želim pa si imeti tablico, ki bo podpirala Biblos, da lahko dam iPad nazaj svojemu možu. Zdravo, tukaj Aljoša, tisti, ki tvita o prevozih Harlamov. Sicer profesionalni bralec. Prva izbira pri bralniku je še vedno nesporno Kindle. Razlogi so trije, ker je Amazon relativno poceni, ker je najbolj založena in ker je bralcu najbližja e-knjigarna. Ima pa tudi dve pomanjkljivosti. Prva je to, da si ukalupljen v Amazon in druga to, da ne omogoča izposoje knjig na Biblosu. Pri tem je meni pravzaprav še pomembnejša lastnost Kindla to, da si lahko s pomočjo čisto preprostega vtičnika na briskalniku nanj z lahkoto pošiljam članke spleta. Kindle sicer kombiniram z uporabo e-bralnika Boken Cybook, ki sem ga ulovil na neki aukciji. Kindle ima e-ink zaslon in je odličen za branje tako kjerkoli. Največ se mi pa zdi, da šteje sama storitev pa v bistvu uporabniška izkušnja. Izposoja pa nakup knjig ali doma na kavču ali pa na plaži je res nekaj, kar se navadiš in potem težko živiš brez tega. Pa lep dopust.
Že videla sem, da so v začetku letošnjega leta e-bralniki dobili tudi slovensko konkurenco, Inkbook e-bralnik, ki seveda ponuja branje slovenskih knjig in knjig v slovenščini v spletni knjižnici Biblos. Čez nekaj minut več besed o Biblos statistiki in trendih. Omenjala sem Inkbook, obstaja v 2 različicah, cena nekje med 80 in 140 evri, kar je bolje od svetovne konkurence, naprimer je odprtost, naj bi zagotavljal svobodo pri izbiri ponudnika med spletnimi knjižnicami in zelo širok nabor formatov e-knjig. Se zdi, da je tudi lahko bolj popularen od najbolj popularnega e-bralnika na trgu. Amazonov Kindle se ne more pohvaliti s to odprtostjo, ampak še vedno se verjetno hvali z popularnostjo. Ja, že začela sva tako, da če ne znaš enega od svetovnih jezikov, da se v tujini kar hitro s temi e-bralniki iz tujine kar hitro omeji. Razpon knjig, do katerih lahko prideš. E-bralniki so ena taka kategorija tehnoloških naprav, kjer ni nekih zares dobrih. Se mi zdi, da je ta sredina Gaussa, ko vse pogledamo, so vsi nekje na sredini. Seveda obstajajo potem ti dražji Amazonovi, kot sta Oasis in pa Voyage, za katere daš skoraj 300 evrov, nekaj takega, ki ima star sicer nek boljšo ločljivost. Ampak e-knjige so v resnici zelo majhne datoteke, tako da v bistvu vsak ta bralnik ima saj 2 giga ali pa 4 giga prostora, to so kot USB ključki, gor spraviš toliko knjig, ko jih po mojem ne more nihče prebrati v resnici. Te naprave sicer imajo par lastnosti, do katerih lahko potem pridemo, ki so ključne, ampak tudi nek Inkbook, jaz ga sicer nisem še sprobal, sem sprobal samo knjižnico Biblos z Kobotom, ampak tudi Inkbook bo jaz to zdaj mogoče rečem na pamet, ampak za branje e-knjige, za neko napravo, za e-črnilom, ki bo odprla knjigo v slovenščini, je Inkbook mogoče res zaradi slovenščine daleč najboljša izbira za nekoga, ki mogoče ni tehnološko toliko napreden, da bi znal tudi kakšno slovensko knjigo spraviti na Kindle, kar se seveda da, ampak je to zaplecen proces. Ampak ja, res hočem to poudariti, vsi slišijo za Amazon Kindle in potem mislijo, da tam dobiš neko superiorno napravo, ki ne vem kaj zna. To enostavno pač ni res. Seveda obstajajo tudi tam dobre, ampak te e-bralniki so kar nekako v istem košu, tako da ne dobiš dosti slabše, če ne kupiš Amazona ali pa Kobota. Zato, ker si ti že prebiral in testiral ogromno e-bralnikov, ne moreva vseh obdelati, ampak lahko izpostaviva nekaj najboljših po tvojem mnenju. Greva kar na lastnosti, ki bi, jaz mislim, da bi jih mogel e-bralnik imeti, da se ga pač splača na kakršen koli način kupiti. In ta prva reč, ki ni bila na začetku, recimo moj tega nima, to je kasneje, to je pač osvetlitev zaslona. Osvetlitev zaslona je mogoče ena taka stvar, na katero človek ne pomisli, zakaj pa saj ne rabim prižgem luč ali karkoli, ampak ta osvetlitev zaslona res te e-bralnike naredi toliko bolj uporabne. Gre ponavadi ne glede na tehnologijo, ki jo uporabljajo, za nekaj, kjer res lahko po noči bereš, brez da bi motil človeka, ki spi poleg tebe, že to je nekaj, pa tudi na svetlobi doda nekaj beline, se pravi, doda nekaj kontrasta in se to dejansko splača. Tako da zdaj že tudi ta osnovni Kindle tega nima, tako da jaz tistega načeloma pa je najcenejši, je kar nekako nepreporočen, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ta osvetlitev zaslona, ki jo pa potem ima Paperwhite, to je ta nek srednji model pri Amazonu, mislim, da je ključnega pomena. In pa potem druga stvar, kjer pa recimo bralniki, kot je Inkbook, pa tudi kakšni Koboti, sicer ne vsi, nekako pridejo do izraza, so pa te fizični gumbi za obračanje strani, kjer je mogoče malo kontraintuitivno, ker smo se vsi navajeni na te zaslone na dotik in mislimo, da je to prihodnost. V resnici se je pa izkazalo, in to sem tudi govoril s parimi kolegi, ki pa Kindle še bolj uporabljajo, pa pišejo o tehnologiji, predvsem v Ameriki, pravijo, da so pač fizični gumbi nekaj, kar enostavno pogrešajo. Kar je kar smešna reč, ampak dejansko se izkaže, da ko se ti dotika zaslona, sicer vedno se nekako dotika strani, spacaš po zaslonu. Po knjigi. Po knjigi, v resnici. Predvsem je pa to, da moraš nekako prste več premikati. Tisti gumbi, ki so ponavadi na levi ali pa desni strani zaslona, in tukaj je Kindle začel izjemno pameten trend, da se ponovijo, se pravi, je gumb za naprej in nazaj sta na obeh stranicah, levo in desno zaslona, so pa pač ti imaš napravo v roki in potem sam pritisneš gumb, ko zamenja stran in v bistvu nič ne počneš in je bolj ta neka izkušnja branja knjige. Dejansko te bralniki
tisti najboljši, pa tisti najslabši, ne, imate kar veliko skupnega, ni takih razlik. So razlike, ampak to mogoče naslednji naj bo malo bolj fancy, ne, ko si ga človek privošči. Z nekim osnovnim začeti ni pa nič narobe. No. Med lastnostmi, tale odprtost se mi zdi kar težava, ali pa če to nekaj povsem normalnega, tudi če gledava katerikoli drugi pripomoček, gadget večjih svetovnih podjetij. Ne, tu je pa Amazon, ker je s tem res prvi začel. Spomnimo se, Amazon je začel s prodajo fizičnih knjig, ne, potem so pa začeli z e-knjigami, ne. So res šli v nek svoj format Kindla, res kar konkretno zaklenili. Ne. In pač to delajo zato, ker imajo to moč, ker so res največji. Potem, kot si ti tudi omenila, ne, ta Kindle je kar nekako prišel v zavest ljudi, da ko pomisliš na e-bralnik, v resnici pomisliš na Kindle. Tako da oni to s pridom izkoriščajo, to je seveda slabo, ne, to ni debate. Je pa res, da že spet ta odprtost potem pomeni pa včasih malo večje težave pri pridobivanju knjig, pri formatiranju knjig. Ne. Hvala Bogu imamo take organizacije, kot je pri nas Biblos, ki se potem s tem ukvarja in ti v bistvu dostavi knjigo, ki je kompatibilna z njihovim bralnikom ali pa s Kobotom. Ampak ja, se pa seveda da, to pa jaz vedno povem, kodarkoli govorim, kdor ima saj malo poguma ali pa znanja, obstaja program Calibre se mu reče, je protokoden program, tudi brezplačen, ki nekako zna upravljati z knjižnicami e-knjiga. Pa tukaj ne govorim zdaj o nekih piratskih rečeh, kjer bi kradel knjige, ampak če legalno kupiš e-knjigo v nekem formatu in bi jo rad samo spremenil v nekaj, kar bo potem tvoj e-bralnik znal, gre zdaj vzeti primer, kupiš slovensko e-knjigo in bi jo rad spravil na Kindle, tudi te reči se da narediti, ne. Zdaj pa že spet, odkje ta knjiga prišla, ali ima zaklenjeno ta DRM sistem, ki nekako zaklene knjige, da se ne spreminja, to so zdaj že detajli, ampak obstaja ta program, ki pa zna marsikaj včasih narediti. Jaz sem dobil recimo eno zbirko res slovenskih klasikov, ki nimajo več avtorskih pravic, ne, sicer v PDF-jih, in sem bil s tem programom spremenil v nekaj, kar je Kindle, moj Kindle znal prebrati in sem potem lahko bral na Kindlu, ne, slovensko besedo. Zdaj včasih to delo opravi malo boljše, malo slabše, ampak tudi to se da. No. Se mi zdi, da je to kar pomembna reč, ki jo treba omeniti, ne, da nisi, tudi če imaš Kindle, nisi zdaj samo zaklenjena. Ne. In tudi knjiga je avtorsko delo in je treba plačati, jaz res knjig pa res se ne krade. No. Ampak se pa da kakšen format spremeniti, če ga legalno drugje kupiš. Ne. Calibre program. Calibre. Bova zalepila v zapiske. Anže, cene, je kaj takega, kar zelo izstopa po nizki ali visoki ceni in zato priporočaš ali pač odvračaš od nakupa? Jaz bi pazil, ne glede na to, katero znamko e-bralnika človek kupuje, ne ima osvetlitev. Jaz obljubam, da je to res tista funkcionalnost, ki loči te neke, ki so sicer res najcenejši in se z njimi da preživeti, ampak se mi zdi, da veliko več človek dobi. Tako da sploh ne bi neke cene postavilo, ne glede na, zelo agnostično, ne glede na blagovno znamko, osvetlitev zaslona je res dar bogov, kar se tega tiče, in mislim, da je to tista ločnica. Zdaj pa, kaj to pomeni pri Kobotu, kaj to pomeni pri Amazonu ali pa pri Inkbooku, ne, se pa ljudje lahko pogledajo, ampak nekje morajo v specifikacijah pisati osvetlitev zaslona, potem se ga pa splača kupiti, kar se mene tiče. Omenjava Biblos, pa se ga vsi poznamo, ne? Biblos je spletni portal za e-knjige, ki hkrati omogoča izposojo knjig preko knjižničnega sistema in pa tudi nakup knjig. Matic Razpet govori v Odbiti dobite na Valu 202, skrbi za portal Biblos. 2014 se mi zdi, ali pa na koncu leta 2013 je Biblos prvič nastopil na Valu 202, takrat v tesnem obdobju. Kako se je vsebinsko in tehnično spremenil v zadnjih letih? Biblos je vedno bolj prepoznan. Mi bi si seveda želeli, da bi bil še bolj, na tem tudi aktivno delamo. Seveda vemo recimo, da še vedno nekateri ljudje ne vejo, da obstaja možnost izposoje e-knjig. Se pa ravno letos, nekako po 4 letih delovanja, opažamo nek tak malo večji preskok, da so uporabniki v bistvu vedno bolj osveščeni o tem, da je možnost izposojati knjige preko knjižnic. Tudi vsi neki kazalniki so zelo spodbudni, povprečno na leto dosegamo neko med 25 do 30% rast v vseh segmentih, to pomeni, da je vedno več uporabnikov. Kar se pa tiče recimo nekih novosti, smo pa ravno lani imeli eno tako večjo posodobitev celotnega sistema. To pomeni, da smo posodobili spletno stran, celotno tehnično ozadje samega sistema,
razvili smo 2 novi aplikaciji, povsem tako za Android in za iOS sistem. Prav tako smo v sodelovanju z enim poljskim proizvajalcem bralnikov prilagodili in lokalizirali 2 modela njihovih bralnikov, ki jih tudi zdaj v bistvu ponujamo v prodaji pri nas. Ja, to sta ta 2 modela Inkbooka, kar sem omenjala na začetku. 15.000 ljudi na enem od bralnikov, torej vsaj enkrat letno bere knjige iz spletne knjižnice Biblos. Lansko leto so našteli 51.000 izposoj, v vseh 4 letih delovanja več kot 200.000. Koliko knjig v slovenščini je na voljo trenutno? Trenutno na Biblosu možnosti brskati med več kot 2400 različnimi naslovi. Knjigo lahko kupim ali si jo izposodim, zdaj če primerjam situacijo s fizično knjižnico, kako je z zamudninami. To je ena taka velika prednost knjig, recimo, ne, da ni dobene zamudnine. Tisti, ko si knjigo sposodiš, lahko si 4 knjige naenkrat, sposojene imaš lahko 14 dni, po preteku teh 14 dni pa se knjiga oziroma datoteka samodejno zaklene, tako da ne moreš do nje več dostopati in tako da ni dobene zamudnine, ni je potrebno vračati, skratka čim manj težav. Kaj si ljudje največkrat izposodijo ali pa kupijo? No, verjetno več izposodijo. Tako je, v bistvu prednjači tu predvsem izposoja, ne. V bistvu prvotni namen Biblosa je tako ali tako v bistvu izposoja, ne, preko knjižničnega sistema. Zdaj, ljudje pa največ berejo predvsem žanrsko literaturo. To je v bistvu tudi nekako globalni trend nasploh pri e-knjigah. Tu prednjačijo predvsem ljubezenski romani, kriminalke in trilerji in pa znanstvena fantastika ali pa oziroma še fantasy literatura. Ne. To so ti 3 glavni žanri, ki domujejo na e-knjigah. Kakšen naslov, kaj se najbolj bere v Sloveniji, v slovenščini? Ja, recimo ravno lani oziroma letos najbolj izposojena knjiga na Biblosu zaenkrat je Ogenj, rit in kače niso za igrače, pisateljice Milene Miklavčič, potem sledijo takoj seveda Tadej Golob s kriminalko Jezero, potem so tu še razni romani Joeja Nezboja, ki so zelo priljubljeni seveda, potem še recimo Kaka figa Gorana Vojnovića, tako v tem smislu nekako. No. Pohvalno, ogromno domačih avtorjev med najbolj branimi. Kako pa se poletni meseci razlikujejo od ostalih? Povpraševanje po knjigah in e-knjigah je gotovo večje. Ja, res je. V poletnih mesecih v bistvu vedno opazimo, da je zelo se poveča povpraševanje po e-knjigah. Dosti ljudi tudi dejansko se takrat na nek način prvič sreča z e-knjigo, ne, ker to je ena izmed prednosti velikih, da ti ni treba zdaj vlačiti velikega kufra na morje, ne, ampak si enostavno na eno manjšo napravo naložiš lahko na stotine teh knjig, e-knjig, ne, in potem v miru bereš na plaži. Tako da ja, vsako leto zelo poskoči uporaba e-knjig izposoja. Ne. Berejo pa predvsem seveda to mogoče malo lahkotnejše knjige. Ne. Matic Raspet je izpostavil nekaj finih številk, ampak niso pa ravno astronomsko visoke. Ne tiste številke uporabnikov, niti številke e-knjig v slovenščini. Dobra novica torej za analogne uporabnike, ki pravijo, da je papir le papir, no? da je to čist drug občutek. Ne, jaz mislim, da papir seveda ne bo nikamor šel. Ne. Jaz tudi na vsake dolg časa primam v roko tudi fizično knjigo. Ne. Je pa res, da vedno poslušamo ta poročila, kako so knjižnice poleti v Sloveniji prazne, ker ljudje razgrabijo vse možne knjige. Ne. Tako da je meni včasih žal, da se ne najde nek sistem, ki bi zagotavljal e-knjige v doglednem času in pa seveda, da bi potem avtorji tudi nekaj dobili. Ne. Jaz mislim, da je to mogoče ključen problem, pa ne samo v Sloveniji, tudi kje drugje, ker pač potem piratstvo, ne, knjigo sfotokopirati in jo nekomu dati nekaj drugega, kot samo enostavno prekopirati datoteko. Čeprav so te knjige sicer zaklenjene in imajo zaščito, ampak to res ni nek bav, ker gre to res za tekstovne datoteke. Ne. Se mi zdi, da ti kupiš knjigo, ki ima 300 strani, dobiš po domače špeh v roke, ne. To je pa datoteka, ki je velika, mogoče nekaj megabajtov. Ne. Tako da, kle je kar težava. In meni žal, da se ne najde nek vzvod, ki bi več slovenskih knjig spravil tudi na e-bralnike. Ne. Ker res, še enkrat, ko ima pa e-bralnik ta ekosistem zastavil, ne? Če bi recimo Biblos oziroma če bi bile neke slovenske knjižnice ali pa neka večja trgovina s slovenskimi knjigami, tako kot lahko vidimo, ne, saj jaz v angleščini z Amazonom, ne, je pa to kar
kar magično, no? Nimam druge besede. Ti si lahko kjerkoli na svetu, dokler imaš Wi-Fi oziroma imaš celo Kindle, ki so povezani v mobilno omrežje, takega imam jaz, lahko dobesedno na plaži kupiš knjigo. Ne? To je pa in imaš dostop do vseh knjig na svetu, praktično, saj zdaj govorim o angleščini. To je res nek sistem, ki mislim, da bi spodbudil, da bi več ljudje brali, se res ni zabati. Kako pa zdaj to ekonomsko reši, da imajo založbe nekaj od tega, da ima absolutno avtor nekaj od tega, ker mislim, da je to največja težava. Kjer je res primer, se mi zdi najbolj akuten primer, kjer tehnologija omogoča res nekaj, kar bi lahko osvobodilo knjige, potem pa realnost, da tudi avtorji, hvala Bogu, morajo nekaj zaslužiti in plačati položnice, se pa tukaj nekje zaštrika. Tako da seveda pa vedno lahko beremo Darwina, kjer nima več avtorskih pravic, potem smo vsi zadovoljni, ampak to ni to. In seveda mi imamo še ta korak, potem prevajalce. Še en človek v tej verigi, ki mora nekaj zaslužiti. Kar se meni zdi absolutno prav, ampak je pa to kar težava. Tako da super je knjige, ampak potem pa realnost pride zraven. Zanimivo, ampak bova spremljala, kaj se bo dogajalo na trgu in ker sva midva bolj audio človeka, seveda priporočava tudi audio knjige. Je nekdo že izpostavil tudi v anketi na začetku tega podcasta. Ne pozabite še na podcaste, seveda, čeprav svežih epizod odbite, dobite, kmalu ne bo več pri vašem ponudniku podcastov, bodo tam ostale shranjene vse letošnje in lanske epizode, zagotovo ste kakšno zamudili ali pa niste uspeli ujeti vsega sproti vsak teden. Zato med poletjem seveda priporočava tudi odbito dobita. In vse to najdete na val202.si / odbita. Seveda sva tudi v Apple Podcast. Hvala za ocene. Čez 100. To je to. Skupaj so pa na Twitterju @odbita. Ko si pa sama, Maruša? Sem Twitteruša Maruša in obljubim, oba profila bosta dejavna med poletjem. Dejstvo. Jaz sem pa Anzeto in jaz bom zdaj rekel adijo. Hvala za pozornost. Se slišimo. Odbita. Dobita. Med življenjem in tehnologijo.